ko takole razmišljam, kaj bi še lahko počel to leto, ko praktično prehaja v poletje in si zaželim, da bi še kaj postoril, ne morem drugače, kot da razmišljam o prvih plodovih. Ko praktično razmišljam o jagodah, o malinah, ko razmišljam o kakšni... Veliko je vsega, kar je zrelega, in v tem času imamo že na razpolago prva jabolka. Kako veseli smo jih bili otroci, za sleherno drevo smo vedeli v vasi. In prav zaradi tega se mi zdi, da je to drevo postalo nekoliko pozabljeno. In prav zaradi tega bomo posvetili danes nekaj več pozornosti. No in kako je za jablane v teh naših travniških in dvoriških nasadih poskrbljeno, bomo vprašali tistega, ki za te nasade v Sloveniji skrbi. Povejte, Jani, kako je? Ja, po Sloveniji je odvisno od regije. V nekaterih regijah, kot so Koroška, Gorenjska, recimo tudi Haloze, je teh ostankov nasadov še veliko, ne. Žal pa so večinoma v slabem stanju, drevesa so 20 let neobrezana, veliko tudi ponekod bele omele, zaradi tega so tudi rodnosti slabše. Dolenjsko, belokranjsko okolje pa nekoliko tega manj, verjetno vzrok vinska trta, kjer je bila pijače vino, medtem ko na Koroškem pa Halozah je pa jabolčnik tista pijača, ki ljudem veliko pomeni. Še vedno se spomnim, da je bilo jabolko nekaj, kar je v prehranskem smislu v zimi veliko pomenilo, pa pijača, pa praktično kis. Veliko je bilo tistega, pa uheljni se spomnim. No, povejte vi. Namen teh nasadov je mogoče malo drugačen, kot je bil pred davnimi leti. Včasih so bili te nasadi glavna hrana ljudem, kot suhosadje, kot jabolčnik, kot žganje. Danes je pa bolj izpostavljamo ta okoljski vidik, biotsko pestrost, ohranjanje starih sort, ptice v nasadih. Obenem pa tudi v turističnem vidiku lahko te nasadi pomenijo kar en lep izgled po krajini. Zaradi tega te nasade bi mogli ohraniti. Tudi ena od značilnosti so stare sorte, ki imajo to značilnost, da rodijo ne glede na oskrbo. Kljub slabi oskrbi lahko dajo lepe te plodove jabolk. In to sadje je zelo primerno za predelavo v sokove, v kise, v žganja. Je ena od možnosti, ki ni izrabljena. Poglejte, gospod Jani, to je neka posebnost, to je neka blagovna zaščitna znamka Slovencev. Kako, na kakšen način to lahko rečemo prezentirati v svetu? Ja, je to ena od možnosti, samo bi mogli pa malo to narediti neko zgodbo, kot neko blagovno znamko, stopiti skupaj, ne, ker vsak posameznik ne bo mogel to tržiti, ne. Čaka še kar nekaj dela, da bi to še bolj izpostavili, to sadje, ga pridelali na ekološki način in prodali v neki zgodbi. Ja, in poglejte, na nek način bi rekli, da promocijo tega sadja že počnete. Smo tu pri vas. Povejte, kje smo in zakaj smo tukaj. Nahajamo se v Semiču, na učnem vrtu dr. Derganca. To je neke vrste izobraževalni objekt, nasad, kjer je namen, da prikažemo vso pestrost, ki jo neka panoga, v tem primeru sadjarstvo, ponuja. V nasadnem vrtu so posajene starejše sorte jabolk. Hočemo ohranjati to bogastvo teh sort. Potem poudarek je tudi na biotski pestrosti. Posajene tudi jagodičje, koščičarji, druge sadne vrste. Zelo pomembno pa tudi združevanje tako vinogradnikov, čebelarjev in tudi zeliščarjev na tem učnem vrtu. Naj bi se društva tukaj dobivala, izobraževala, srečevala in na nek način tudi dobilo nova znanja. Učni vrt je namenjen tudi obiskovalcem, ko so šole, razne skupine, ki prihajajo v Semič, da jim pokažemo to pestrost sadjarstva in pa obenem tudi opozorimo, da je veliko vsebin, ki jih lahko celo leto povemo ljudem o tehnoloških opravilih, o obrezovanju, rečenju, obiranju, kajti na tem učnem vrtu je vse veliko vsebine, ki jih lahko obiskovalcem nekje jih podamo. Poglejte, prej sva rekla blagovna znamka, prodati to ljudem, ponuditi to svetu. Pa kako, na kakšen način? Mogoče Belokranjci? Ja, Belokrajina se bolj asociira na vinsko trto, ne. Jabolko, travniški nasadi so v manjši meri prisotni tukaj, ne tako kot na Gorenjskem, Koroškem in tako naprej.
Bilo je v 90-ih letih je bil en poskus intenzivnega sadjarstva, danes pa bolj govorimo o hišnih vrtovih, o samooskrbnih vrtovih, da bi ljudje pridelali hrano za svoje potrebe na ekološki način in da bi bilo pač to pomemben vir hrane, ki vpliva na zdravje in na človeka. V 10 tisoče dreves, sušilnice, predelava sadja, od tega smo nekoč živeli, danes pa moda in vse skupaj. Jani, napovejte vi. Tukaj nas čaka še veliko dela, govorimo o kulturi uživanja, o kulturi sadjarstva, ta izraz kultura je pri obdelovanju zemlje in tukaj nas čaka, da predvsem na mlade rodove, da damo to znanje, starejši ljudje tega znanja imajo, vendar je preskok, izgublja se prenos znanja iz starejših generacij na mlajše generacije in tukaj imamo veliko dela še tako v šolah, tudi z mladimi v družinah, da bi to znanje prenesli na mlajše rodove. Rekel sem, ne bom se ukvarjal s tehnologijo, ampak samo toliko, da povem, pa vendarno visokodebeljna, nizkodebeljna drevesa. Ali je med njimi res tako velika razlika, da je potrebno po najboljše jabolko kar 10-12 metrov visoko in je ne moremo pridelati na nizkodebeljni podlagi? No, sadje lahko pridelujemo na nizkih podlagah kot na visokem. Visoke ceplje na sejancu so bolj primerne za slabša zemljišča, vedeti moramo, da bo zarodilo šele v 8 letih, je pa bolj odporno na klimatske pogoje, medtem ko nizka drevesa so bolj primerna za vrtove, ker je boljša zemlja in hitreje zarodijo. Tako da nekaj vedno zagovarjam vrtovih kombinacijo tako nizkih podlag, kjer lažje obiramo, lažje delamo kot visokih dreves. So pa nekatere starejše sorte, bolj bogate na vitaminih in mineralih in tudi zaradi tega so recimo izdelki kot je jabolčni sok, kis in pa žganja so boljši iz starih sort jabolk. No, opozoriva še na sortiment. No, želimo si, da bi pač ljudje v svojih vrtovih delali na ekološki način, da bi posadili sorte, ki so odporne na bolezni, tudi nekatere starejše sorte. Vrednost starejših sort je to tudi v tem, da rabijo minimalno oskrbo. Tudi klimatski pogoji, kot je žled, sneg, ne lomijo tako veje, če so drevesa obrezana, če so oskrbovana. Je pa veliko zaraščenih zemljišč po Sloveniji in tudi na Dolenjskem, Beli krajini, zato bi ta drevesa mogla najti svoje mesto, kajti rabijo manj oskrbe. Na ta način pa tudi poskrbimo za mlajše rodove, da pridelamo, da damo neko zasnovo teh dreves, ki bo šele rodile čez mogoče 10 let.